ste nekateri mediji objavili izjavo gospoda Kosa, ki se sprašuje oziroma vas sprašuje, kako je mogoče, da sem jaz včeraj odgovarjal na njegove navedbe v zapisniku njegovega zaslišanja, kje sem ga dobila. To so strani zapisnika, ki so sprintane spletne strani dela. Gospod Kos jih lahko sprinta, čeprav verjamem, da ima original. Potem, kar je bilo doslej objavljeno, kot sem dejal že včeraj, danes je objavljeno še nekaj več. Nobeno od teh navedb, ki je gospod Kos na Finskem dejal finskim preiskovalcem in se nanašajo name, ne drži. Gospod Kos je recimo dejal, da je brigadir Pograjc moj sošolec. Nikoli niso hodili v nobeno isto šolo. Dejal je tukaj, da je gospod Darko Njavra moj tesni prijatelj. Sem gospoda Njavra v času mojega mandata, ko sem bil predsednik vlade, morda videl dvakrat na različnih priredih. Daleč od tega, da je bila kakšna tesna prijatelj. Gospod Kos tukaj namiguje, da ne bi jaz pritiskal na ministra za gospodarstvo, da podpiše nek program proti dobav, oziroma iz Patrije. Minister za gospodarstvo sploh, kolikor vem, ni pristojen za to, tudi sam je dejal, da nikoli ni podpisal nobenega programa. In nikoli o tem pač nisem govorila. Upam, da bo objavljen celoten zapisnik, tako da se bo videlo, koliko teh laži je še v teh izjavah gospoda Kosa. Potem, kar je bilo danes objavljeno, je iz tega, kar je bilo danes objavljeno, je očitno, da je gospod Kos finskim preiskovalcem izročil seznam 34 oseb iz Slovenije, slovenskih državljanov, o katerih je govoril vse mogoče. Kot sem že prej dejal, tisto, kar se nanaša name, je dokazljiva laž. Pričakujem, da se bodo oglasili tudi drugi. To njegovo pričanje je zelo podobno temu, kar lahko preberemo v zgodovinskih arhivih v kakšnih izjavah udbovskih špicev. V tem stilu, kdo je s kom prijatelj, ali nekdo hodi v cerkev ali pa v šolo z nekom in tako naprej. Ni čudno, da zdaj gospod Kos sprašuje, kako je mogoče, da je ta zapisnik prišel v javnost. Verjetno je pričakoval, da mu nikoli ne bo treba pojasnjevati tegova društva, tako kot nekdanji sodelavci Udbe, ki so lahko napisali karkoli, nikoli ni bilo treba odgovarjati za svoje društvo. Gre za enako metodo, za neko sprevrženo ravnanje. Gospod Kos je visok državni uradnik, če je smatral, da je katerikoli od slovenskih državljanov naredil kaj narobe, bi moral po uradni dolžnosti vložiti kazensko ovadbo ali storiti kakšno drugo pravno dejanje v tej smeri v Sloveniji. Po tem, kar je bilo javno objavljeno, očitno on tega ni storil. Torej se je že takrat, ko je pričal na Finskem, to je aprila lani, zavedal, da stvari ne držijo. V nasprotnem primeru bi, tako kot ima navado, izdal svoje načelna in druga mnenja in stvari na široko razlagal po tiskovnih konferencah. Namerno je te insinuacije se javil na Finskem, vedoč, da bo trajalo dolgo časa, preden se bodo stvari preverile in v prepričanju, da se to zagotovo ne bo zgodilo do 21. septembra 2008, ko so bile v Sloveniji volitve. S tem, kar se zdaj objavlja na spletnih straneh dela, postaja vse bolj očitno, kako je bil organiziran veliki pok. Postaja tudi precej bolj plastično jasno, kaj je pomenil tisti članek v Nedeljskem dnevniku za sliko Milana Kučana, pod katero piše Milan Kučan pripravlja veliki pok. Stvari se zlagajo na svoje mesto, trajalo nekaj časa, vendar pa so zadeve zdaj popolnoma jasne. Pričakujem, da bo državno tožilstvo zaradi vseh teh navedb, ki so dokazljivo lažne, predstavljajo lažno vadbo, lažne obtoževanje, sprožilo ustrezne postopke proti gospodu Kosu. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni
poseči po civilno-pravnih sredstvih in gospoda Kosa končno seznaniti s tem, da ni mogoče 15 let v Sloveniji blatiti, uvajati, ponarejati, lagati in pri tem zlorabljati ne samo institucije slovenske države, ampak tudi institucije drugih evropskih držav. Kakšno vprašanje na to temo, naprej, prosim. Ali mislite, da je gospod Kos to na svojo roko ali da je imel kakšno naročilo od katerih drugih ljudi? Jaz mislim, da gre za širše politično ozadje, da je popolnoma jasno, da so stvari tekle na več odrih. Eden od odrov je bila Cviklova komisija in njegove trditve, ker pa je imel rokah trdne dokaze, da je šlo za korupcijo 50 milijonov evrov in da bodo pogodbo takoj po volitvah prekinili, ker so dokazi tako trdni, da tukaj ni nobenega vprašanja. Potem so tukaj sumljiva dogajanja v policiji s tisto založeno depešo proti osebi, ki je založila depešo, ki je bila dolgo časa nek ključni verbalni dokaz, kako slovenska policija nič ne preiskuje. Je bil splošni disciplinski postopek, bil je, mislim, da odpuščeni službe ali je umaknil neko drugo delovno mesto pod novo vlado, pa je bilo to vse umaknjeno in oseba, po mojem mnenju, oziroma po mojem vedenju, upravlja enako odgovorno delo kot takrat. Zdaj s tem noben ne postavi nobenega vprašanja. Zakaj ni bil disciplinski postopek končan? Zakaj človek, ki je založil to depešo, ni odgovarjal? Zakaj gospod Kos, ki je že v času, ko je bila ta depeša založena, govori o tem, da se postopki ne premaknejo, da so založeni, ni povedal, kje so založeni. Pa bolj konkretno, preko uradnih poti, ki jih ima na razpolago kot predsednik protikorupcijske komisije, poskrbel za to, da se tista depeša odkrije, ker je natančno vedel, da obstaja. Nekomu je bilo v interesu, da je stvar založena. In očitno to ni bilo slučajno, drugače tista oseba, ki je depešo založila, tudi dejansko odgovarjala. Preverite, ki je ta oseba zaposlena, kakšno plačamo, kakšne količnike in zakaj disciplinski postopek ni bil do konca izveden, oziroma je bil umaknjen ali oproščen, ne natančno, kaj se je zgodilo, ne samo, da za to ni nič odgovarjal. Se bo še vedno to pojavilo kot nek dokaz, da slovenska policija ni v zvezi s tem nič naredila. Iz tega zapisnika očitno ni jasno vse, tudi zaradi tega, ker je gospod Kos, kot je očitno iz odgovora na eno od teh postavljenih vprašanj, na to zaslišanje prinesel angleški prevod tega voduškega seznama, na katerem je bilo 34 dni in se potem po vseh ni razgovoril. Tako da je bilo potrebno v sodnem postopku seveda pridobiti tudi ta osnovni dokument in ugotoviti še, kateri ljudje so pokriveni iz tega seznama oblateni. Tako da jim bo zagotovljeno pravno varstvo. Ker doslej, ker je bil to dokument, ki je bil na razpolago, se nihče ni mogel ganiti. In z tega vidika je ta igra skrajno pokvarjena.